Walter je rekel, ne, da je s tem avtom vlekel počitniško prikolico 180 km/h. No, gospod Miličnik. That's why we pay you, god damn it. Mislim, da smo bili tam. Obstaja omejitev, koliko hitro lahko pospešiš na najvišjo dovoljeno hitrost, ko si na avtocesti. Si službo zamenjal, sem slišal? Sem. Resno? Res. O ja, kje pa si zdaj? Zdaj se pa z velikim veseljem sporočam, da sem član uredništva Motorrevije. Pa spet sem malo smotan, nič ne povem, kje sem, pa kaj bom tukaj počel. Sem v Nemčiji, v mestu, ki se imenuje Augsburg. Sem pa prišel zato, ker se tukaj noter skriva nekaj ekstremno zanimivega. Še posebej, če si fan znamke Mazda. Mislim, to je zakladnica. Jaz tem lahko rečem, sem zakladnica, pa čist nič drugega. Le včasih je to takole izgledalo. Danes pa izgleda takole. No, ampak preden se zaletimo vse te avtomobilske dragulje, ki me obkrožajo, bom najprej povedal sam čisto golo osnovo. Človek, ki je odgovoren za vse to, kar vidite za mano, no on je avtomobilski entuzijast. In kot ljubitelj Mazd, strasten zbiralec, je pol počas rabo en prostor, v katerem bi na primeren način predstavil heritage znamke. Če si avtomobilističen navdušenec, pa sploh ne rabiš biti ljubitelj Mazde, pa je bemo sunas, da ti vzame sapo na vsake 2-3 metre. En popoln primer za glavo odpret. A ti veš, kdo je bil gospod Felix Wankel? Tisti, ki malo bolj Mazde poznate, valjda poznate Wankelov motor. Lej, to je točen tale, tukaj. Ta Felix Wankel, ne, on je legenda, on si je zmislil Wankelov motor, s katerim je Mazda med drugim osvojila tudi 24 ur Le Mana. Vse, kar pa vidite na tem zidu za mano, tukaj je pa napisana zgodovina Wankelovega motorja, v katerih avtih se je znašel in tako naprej. In ker že govorimo o detaljih, na stenah te hale so stare reklame za Mazdo. Vidiš? Pa še na drugem je posebej všeč. Mimogrede, mi čakamo zdaj na gospoda Fraja, da bo prišel sem, pa nam vse skupaj malo razložil. No. To je pa tisto, ki mi je tako dobro je narejen, mislim, fotografija, kompozicija, to je tisto. A je to ženska, sploh nisem opazil. Pač kaj mi je še všeč, da so pri Mazdi malo navihani, pa si znajo tudi kakšnega Porscheja kdaj prvoščiti. Lej, zdaj to. Vidiš, kaj tukaj piše? Pa malo primerjaš, recimo zmogljivosti, predvsem pa ceno. Moram pa priznati, da sem jaz kar malo blesal, ne? Ker sploh ne vem, česa naj se lotim najprej. Kateremu avto najprej stopim, recimo, ne vem, ekstremno redka Mazda MX-5 Coupé. Si sploh že kdaj slišal za to, ker jaz priznam nisem. Moram reči, da kar dobro izgleda. Ali pa tale huda Mazda RX-3, ne reči, da ni besna, ker vem, da je. God damn it. Se verjetno mi pa ni treba prav posebej poudarjati, da gre za eno najbolj ekskluzivnih oziroma dragocenih Mazdenih zbirk v Evropi. Prav zdaj, ka gruntam, ne, bi tudi na svetu lahko rekel, pa po mojem ne kaj dosti kiksno. Kaj pa Mazda Bongo? Si že daj slišal za bolj hecno avtomobilski ime? Bingo Bongo, še Jure se reši. Po mojem najbolj, da začnemo kar čist na začetku. Čist na začetku. Točno tako. O, Matija! In ta začetek je bil pri Mazdi povezan z motocikli. Ta prvega so naredili že leta 931. Ta tukaj je pa malo mlajši, letnik 950, en cilinder, 700 kubikov, pa koliko je, ne? 15 konjev? Ja, 15,2. Pa že ima plot za evro pa leto. Tako je Jure rekel, za evro pa leto. Pa skočimo 10 let naprej, v leto 1960. To je bilo namreč leto, ko je Mazda izdelala prvi osebni avto. Ja, vidiš? R360 se je imenoval. Pardon, R360 Coupé. Dajmo si priznati, ni to eden najbolj luštnih avtočkov, kar si jih kdaj videl. Koliko misliš, da je dolg? 1, 2, 3. Tem kar točen povedal, 2,98 m. Se za Japonce vsi vemo, da še vedno gojijo kulturo majhnih, okretnih mestnih avtomobilčkov. Ne? In to je eden izmed tistih začetkov, na katerega so lahko precej ponosni. Drugače pa 356 kubičen V2 motor s 16 konji. Pa le kakšen logotip je imela Mazda včasih? Tak, zelo preprost, M. Veš, tole pa K360. Ta avto je pomenil enega vrhuncev Mazdine zgodbe z gospodarskimi vozili, letnik 62. In Mazda je bila takrat ekspert na tem področju. No, zdaj pa je en tak zelo zanimiv kontrast oziroma zgodba o hudem napredku. Ne? Poglej, tole, kot sem rekel, prvi Mazdin velikoserijski osebni avto. Pa prešaltaš pa samo 6 let naprej in veš, kaj so takrat pripravili? Mazda Cosmosport. Ta avto še danes atraktiven zgleda. Predstavljaj si, ko je vse skupaj izdelal leta 68, drugače pa 110 konjev, končna hitrost 185 km/h, pa ne sem to, še danes uživa en tak
kulten status med ljubitelji Mazd. Mazda Shante, letnik 72, tudi tukaj niso šli čez 3 metre, ampak medosna razdalja je bila pa 2,20 metra. To samo po zaslugi tega, da so kolesa porinili do skrajnih robov karoserije. Veš, takrat so se znali ekonomično obnašati, pa v majhnem avtomobilu, ki je bil krajši od 3 metrov, pravzaprav ponuditi razmeroma veliko prostora. Veš, tale RX3, ki sem ga prej omenil, ne? To je bila pa tista Mazda, ki je pol Wankelov motor oziroma rotacijski motor zares porinila v veliko serijsko proizvodnjo. Pa ne sem to, zelo uspešni so bili predvsem v dirkanju. Mazda je s temi Wankel motorji ustrajala kar dolg časa. Ne? Tole je Mazda RX5. A ne zgleda, kaj je en ogromen muscle car, pa Japonci so bili malo posrečeni, ne? S telimi špegli direkt na sprednjem delu havbe. A ne, no? Mazda Bus, anybody? Tale avto, ki ga vidite za mano, to je pravzaprav pick-up, je pa res ene posebne vrste dragulj. To je v bistvu edini pick-up na svetu, ever made, ki ima tukaj pod pokrovom rotacijski motor. Mazda jih je v 70-ih en kup prodala v Ameriki. Jure, zakaj imam jaz feeling, da če bi ti hotel en avto tukaj odpeljati, da bi bil tale pick-up? Ja. Mogo ga pa naterati. V obrate, ne? Ja, med 3000 pa 10.000 je delo, drugače pozab. Ok, zdaj prišel pa gospod Fraj, gremo pogledat. Vama zapovedati. Vidiš, tale gospod tukaj, to je Walter Fraj. Kakor sem do zdaj uspel razbrati, res velik avtomobilski entuzijast. V svoji zbirki ima 120 Mazd. Danes je tukaj razstavljenih samo 45, tako da se bo ta zbirka ves čas spreminjala, z novimi avtomobili bo tudi bogatela. Tako da če priješ letos, boš videl te avtomobile, pa čez par mesecev bojo pa morda razstavljeni že čist drugi. Ne? Vse skupaj bo ves čas malo kolobarlo. Drugače pa, kad ti rečem Pathfinder, ti verjetno najprej pomisliš na Nissana, ne? Ampak je hecen, ne? Ker je tole tudi Pathfinder, in sicer Mazda, letnik 72. Če se vrnemo k tele kupejevski Mazdi MX-5, samo 200 so jih naredili. Tole pa še ena zelo posebna Mazda, Eonos Cosmo, gre za en tak zelo velik kupe, zraven katerega se drži tudi ena zanimiva zgodbica, namreč Walter je rekel, ne, da je s tem avtom vlekel počitniško prikolico 180 km/h. Ampak čeprav je resnična zgodba šalo na stran, ne, tale avto pomeni tudi enega zelo velikih mejnikov v avtomobilski industriji na splošno. Pazi zdaj, letnik 92 in ta avto je bil prvi avto na svetu z GPS navigacijo pa s touchscreenom. No, za konec pa sam še avto, za katerega sem prepričan, da ga boste prepoznali. Zadnja generacija, tretja, Mazda RX-7, ki so jo nehali delati leta 2003. Avto ima kulten, ikonski status in za marsikoga je Mazda RX-7 upravičen član avtomobilske hiše slavnih. Jaz se s tem absolutno strinjam. No, kaj je zdaj? A sem imel prav, ko sem rekel avtomobilska zakladnica?